This is the One Ring. Evo, pozdravljen na oddaji Petkov Ekstrem. Danes ni Gregorja, danes je kolega Matej Hrščak, zgodovinar sicer, Živijo. knjižničar. Zdaj, če boste v Narodnem muzeju v knjižnici bili, on sicer ne bo dal on knjige, ampak bo pa tam okoli. Tudi lahko. Matej je strokovnjak za Lord of the Rings, ne? Čeprav sam bo rekel, da ni, Res je, ampak verjemite, da je, ker spozna se fejst, no, se tudi danes nekaj prinese s sabo, pa bo pač malo predstavil. Jaz ga bom v bistvu tako je bilo zamišljen, da mi jaz danes par vprašanj dal, takih tipičnih ali pa netipičnih, ker Lord of the Rings ne fani, ali pa ker so samo filme gledali, sprašujejo pol ljudi, ne? To je tipično. In pa bomo videli, če Matej, kako bo Matej odgovoril na ta vprašanja. Se bom potrudil v najboljših močeh. Ja? Okay. Okay. Prvo vprašanje bo seveda tisto najbolj tipično. Zakaj orli niso prstana vzeli pa ga v vulkan vrgli? Zato, ker to je ful enostavno. Ja, to je res en tak tabel tipičen, tudi če pogooglamo to zadevo, je v bistvu na večjih forumih najdemo zelo veliko razlag, zakaj. Pač ena je najbolj enostavna, ki pa ne bilo fore zgodbe. Ne? Ampak ta v osnovi nima veze z samim pač plotom, a ne? Zdaj, zakaj ne? Prvič, orli, to jih ne moramo imeti kot da so pač neki služabniki od vseh ostalih, od Gandalfa, od teh Elronda, od teh mogočnikov, ki bi pač jih oni zaposlovali in bi lahko potem rekli, dajmo orlom to zadevo, a ne, pa bo oni to nesli. Ne, to v bistvu se sploh nikoli niso spomnili, da bi te orle na tak način ponucala, ne, ker to so neka taka veličastna bitja, ki se držijo sama zase tistem Meglenem gorovju, a ne, v bistvu ima nek zelo high, ne bom rekel čin, ampak nek standard, a ne, niso sicer majari, kar pač tisti, ko ste prebrali Silmarillion, boste vedeli, kaj to sploh je, a ne, ampak so pa v bistvu potomci tega pač prvega orla od Manwëja, Torondor, no, nima veze, in so pač bitja, ki pač razmišljajo z lastno glavo, a ne, so tudi zelo močna, ne. To je ena zadeva. Druga zadeva je, da bi zelo težko orle neopaženo, se pravi nesel hobite ali pa pač prsten, se ne bi mišli dejansko v vulkan noter. Zelo težko bi neopazno prišli v Mordor, mimo Saurona, do tiste gore, ne, kjer je vulkan bruha, ta Orodruin, in da jih ne bi noben pazil, ker Sauron bi jih videl one zverike, na katerih so tisti nazguli uleteli, ne bi jih tudi videli, bi jih prestregli in tako naprej. To je druga zadeva. Tretja zadeva je ta učinek prstana, ne, moramo upoštevati. Tako da prstan se pravi spridi človeka, se pravi hočemo dati moč, ne, zato da bo se vrnil nazaj k Sauronu, to je pač namen, ampak recimo Gandalf je bil dosti pameten, da je prstan zavrnil, ko mu ga je Frodo ponudil, ne. Ker je vedel, kakšen učinek bi to naga naredili in Gandalf je bil zelo močen, ne, ampak on je bil brihtan in pa rekel, ne bom. Sam gledali smo eno opaska. Včeraj sem na hitro malo gledal Lord of the Rings. Pohvalno. To veš, da sem kaj spomnil. On se niti ni potrudil, da je Frodo ne bi najdel, niti ne bi pokril ni tisti prstan, tako najhujša stvar v tistem svetu. Ja. Pač pustil ga je tam. Ja, ker ni to v bistvu, misliš prstan? Ja. Ja, on je mogel pa veriti, če gre za ta edini prstan, ne. On je šel zato v Minas Tirith v arhiv, da je ugotovil, kako bi prepoznal točno ta prstan, zato ker je veliko pač teh čudežnih prstanov bilo, ne, Velinski, Škratovski in tako, in on se hotel v bistvu prepričati, ne. Je pa res, da on bi to mogel popraviti že 60 let prej, ko ga je Bilbo našel, ne. Če smo res tako zelo picajcasti glede tega, ja. Tako da ta učinek prstana, ja, pol je tudi lahko bi vplival na tega glavnega orla, a ne, Gvaihirja, ne. Da bi pač na poti, ne, se pravi, sprožil te učinek, ne, da bi si ga on zaželil in bi Gvaihir... V bistvu zaveznik postal. Tako, v bistvu, oziroma, da bi se spridil, da bi rad zloben, ne. Sicer to je spet diskutabilno, ali bi ta učinek lahko na to kratek rok, kakor bi rabili od tam do gore, ne, učinkoval, ampak je tak en argument, no, recimo. Super. Jaz so pa še pač tudi ostali, ampak te so mogoče najbolj za odvršiti to teorijo, zakaj orli pa ne bi tega nesel mogoče. Se pravi, ja, zdaj če bo naslednjič kaj sprašal, pa evo, lahko odgovorite. Ja. Glavno sem pa najdel še par stvari na internetu. Ok, super, internet je čudovita stvar. Čudovita stvar in tako. Par vprašanj ti jaz dal. Ok, zakaj Sauron potrebuje prstan, če ga sploh ni v fizični obliki? Ok, tukaj moramo najprej vedeti, Sauron je v fizični obliki.
mi ga vidimo, v filmu je predstavljen samo kot tako, ampak on dejansko ima fizično obliko. A ne? Tako da ampak se skriva, ker ni dosti močen brez prstana in zato ga rabi. A ne? Se pravi, ti si pa vprašal, zakaj ga on kaj rabi? Ja, zakaj ga rabi, če ni v fizični obliki? Zato, ker on je prelil svojo moč v prstan. Kar je načeloma zelo nujna poteza, zakaj bi človek prelil moč v nekaj tako majhnega, kar lahko še izgubiš. Ampak to je spet ena teorija, zato ker pač Sauron je tudi staro bitje, on je Majar, se pravi Gandalfov rang, teh nekih polbogov bo rekla tako na laično gledano. No? In on je tekom časa zgubljal moč. On je bil tudi recimo shapeshifter, v bistvu on je se lahko spremenil nekega drugega lepega človeka. Ne? In to je v 1. veku in 2. veku sveta, ker se ta dogaja Middle Earth, to tudi delo. V 3. veku je pa v bistvu zgubljal na tej moči. Zdaj ne vemo zakaj točno, ampak očitno se je hotel nekako s tem zavarovati, da je svojo moč prelil v prstan in ta prstan mu potem daje moč. Zato je pač rabil prstan nazaj, da dobi svojo moč nazaj. Okay. Ja. Dobro. Eno vprašanje, ki sem ti ga že enkrat postavil, pa boš delal še enkrat probal odgovoriti na njega. Ja. Zakaj Elrond ni ubil Isildurja, ko je bil že na tem, da prstan vrže v vulkan? Ne? Ubil ga kar? Ja, nisem skupaj z njim ga vrlej. Ja, človek, ona sta bila zaveznika, ne? Ja. Veliko pa ljudje so se borili proti Sauronu skupaj, v tisti zadnji bitki, ne? Ja. Ne? Ampak pač so se skupaj imeli, ona sta v bistvu prijatelja in zaveznika v boju. Če toliko 100,000 ljudi umre, zato da se boriš proti tem človeku, ki ima moč v tem, vse so vedeli najbolj v prstanu moč. Ja, Elrond je nekako očitno, sumo, da bi bilo najbolj govničeta, ne? Ja. Ko je bil že na tem, če bi bila midva v takšni situaciji, jaz bi dobro videti, prijatelj. Za dobrobit človeštva in nečloveštva v tem primeru. Elrond ni vedel, da se bo zgodil toliko hudih stvari in da pač da bo tudi... Ni suma, niso evidenci. Nisem tudi nujno vedel, da je Sauron izginil, to moraš tudi vedeti, ne? To se odkrili šele potem, v teku Hobita, da je Sauron še preživel, ne? Aha. Ok. Ta je dobra. Nekateri so v knjigi videli protikapitalistične ideje. A je v bistvu pol to neka komunistični manifest? Rad bi argumentacijo za to, da sploh to protikapitalistično. Res je, nisem se nekaj ful veliko zanimam, ampak hobiti ne bi bili nek socialistično živijo, vsi enako, vsi bla bla bla, ne? Medtem ko ne bi bil, se pravi, te orki pa tako naprej ne bi bil nek kapitalizem. Napredek, to sem pa nek zasledil. Ja, načeloma hobiti so predstavljeni kot neka zelo vaška skupnost, ne? Se pravi, to so mali žicli, ne, ki pač tam veselo kmetujejo, imajo svoje življenje s polji, pašniki in tako naprej. Medtem ko kao tisti bolj vzhodni del pa se nagiba kao bolj te, železo in tako naprej. Industrija, ampak načeloma niti ni tako, ker poznamo tudi v Rohanu in Gondorju, pač, da vemo, da so se ljudje pač ukvarjali tudi s kmetovanjem, čeprav to eksplicitno ni pač napisano, ampak seveda so mogli nečesa živeti, sploh Rohanci, ki so imeli dosti konjev, recimo, ne. Pa trgovina je tudi laufala, ampak da bi bilo pa to kaj protikapitalističnega, bi pa zelo težko rekel, ne, ker to oni pač poznajo tudi nek denar, ne, se vemo, da so škrati pač poslovali z denarjem pa to, ne. Tako da že v osnovi, zakaj je bilo to protikapitalistično družbo? Ne, ampak v bistvu tukaj mogoče, ker to so se najbrž predvsem na hobite ozrli, ne, se pravi, da so neke socialistične družbe, ampak v bistvu mislim, da je Tolkien bolj hotel izpostaviti neko tako tipično podeželsko življenje v Angliji preko hobitov. Tako je bolj, mislim, celoten zdaj, ne vem. Ok, a sta Aragorn pa Arvel res v žlahti? V zelo, zelo daljni žlahti, ja. Aha, ni se prav nikaj Jaime pa Cersei? Ne, to izvira, ta Elrond, ne, ki je bil oče od Arwen, je imel enega brata, Elrosa. In ona sta bila potomca, se pravi, enega, mislim, da je velinka pa človeka, ne. In ona sta se mogla v bistvu pa odločiti, kaj bosta, ker tega primera več prej tako ni bilo, ne. Se pravi, Elrond se je odločil, da bo velin, Elros se je odločil pa, da bo človek. In mu je bilo sicer po daljšem življenju, živel več kot 500 let in iz njegovega rodu izhajajo te Númenorski kralji in potem pač tudi ta Dunedajnski red,
katerega Aragorn je pač zadnji potomc, ne, takrat živeči. Tako da načeloma, se pravi, po Elrosovi liniji pride Aragorn, po Elrondovi pa Arwen. In tukaj mogoče je ta sorodstvo, ne, ampak med Elrosom pa Aragornom je na 100 recimo, ne, nekih potomcev do takrat, ne. Okay. Ja. Mim grede, Matej se ne spozna toliko na Lord of the Rings. Ta je zelo ok, v redu. To nekim kar moraš. Ja. To je tudi vprašanje, ki sem ga gledal, pa sem se pa v bistvu zamislil, zakaj vilinci dobijo samo 3 prstane, oni samo tok, pa v bistvu kdo je kaj komando dal videti, tok vidite, to dobite, to dobite. Kaj v bistvu tle? S temi prstani je tako, imamo 7 škratovskih, imamo 3 vilinske, imamo 9 za ljudi, pa enega Sauronova. Zdaj, problem je, kdo jih je naredil. Vilinske je delal nek tip, ki se mu reče Celebrim Bor. On je bil en potomc enega izdelovalca Fëanorja, pač enega, ki naredi te Silmarile, a ne? In on je bil pač Vilin, ki je pač naredil prstane za Viline. In tukaj Sauron ni imel čisto nič zraven. Zato tudi Vilinci niso padli pod njegov vpliv, a ne? Medtem, ko je bil zraven, ko so delali za ljudi, ne, za škrate pa moram reči, da zdaj točno ne vem niti kdo jih je naredil, po mojem najbrž kar škrate sami, je bil pa sigurno nekako zraven, ne. In pa on je naredil pač tega skrivnega enega, ki je vladal kao vse ostalim, ampak Vilinskim, pazi, ne. To je treba vedeti, Vilinskim ne, ker je bil zraven pri izdelavi in ni poznal teh skrivnosti, kako so bili narejeni in prek tega ni mogel imeti vpliva na njih. Tako. In kdo je rekel, bil teh tok, da bi bil pa tok? Mislim, da je to naključno, no. Je pa tukaj ena ful zanimiva fora, na to moram omeniti, ne. Se pravi, en prstan, ne, 9 za ljudi, 7 za škrate, pa 3 za Viline. Kar je v bistvu letnica smrti Tolkiena, 1973. Opa. Naključje. Opa, a je naključje. Je naključje. Ok, ki smo jih pri Sauronu, a je on v bistvu te glaven med temi zlobneži? Ali je še kdo, ki je hujši? Ne, je hujši, seveda. V prvem veku imamo Melkorja, ki je bil. On je bil pa Valar, to je pa kot bog, recimo, a ne. In on je bil toliko močen, da mi je bil Sauron samo podložnik. Tako da on je bil kar badass, ne. Tako da, ampak Sauron je preživel skozi te veke in je pol ta glavni zlobec v celotni zgodbi, ja. Je pa zelo močen, ja, seveda. Je pa še eno v bistvu subjektivno vprašanje. Imaš tih 5 čarovnikov, ne? Ja, res je. Kjer bi bil ti? Palando. To je? To je eden od dveh, ki jih ne poznamo, ne? Ja, to so Istari. To je meni pa v bistvu najbolj zanimiv del celotne te Middle-earth zadeve. Imamo 5 čarovnikov, poznamo načeloma samo 3, Gandalfa, Sarumana pa Radagasta, ne? Ki so pač, vsi ti čarovniki so prišli iz neke druge celine, nasekljam en zemljevid. Bom Matej bolj tudi malo pokazal, kaj je sabo prinesel. Ki so prišli iz ene druge celine v ta srednji svet, da bi v bistvu pomagali vsem tem rasam proti Sauronu, a ne. To je bil njihov namen. S tem, da ne vemo, kje od teh drugih dveh, reče se ima Blue Wizards, modra čarovnika, ne vemo točno sploh, kam sta šla. Glede teorij tega, kam sta šla, je veliko. Prav, prišla sta. Vemo, da sta prišla. Ja, najprej je prišel zmeri Saruman, to se gre po vrst, pa je prišel Gandalf in Radagast, tako nekako gre tudi lestvica, rekel, koliko si močen, tako nekako. In potem ta zadnja dva modra sta šla potem najbrž še bolj vzhodno od Mordorja, tako bomo rekla, no? Pa še malo bolj severno. Če pogledamo zemljevid, ne? Ja. Tukaj si rekel, samo to je Middle-earth. Ja, samo to je Middle-earth. Ja, mislim, tukaj se dogaja, ne? To je vse svedri svet, ampak to, kar mi poznamo v zgodbah Lord of the Rings, Hobbit, ne? Je to. To je pa znamenito v bistvu, ki je narejen na podlagi Silmarilliona, ne? Ki je pa bil pač pol kasneje izdan, posthumno, ko je Tolkien že umrl. No, če pogledamo, pa če preberemo še kaj dodatnega o teh zadevah, recimo, The Lost Tales, izvemo, da se je Tolkien zamislil, da ima tema dvema človekama ime, se pravi, čarovnikoma Alatar in pa Palando. In Palando bi bil zato, ko ima toliko hud ime, Palando se misliš tako, wow. Palando. Tako zgodovinskega. Ja, v bistvu, tako, a ni tako. Je, bolj. Tako. Tako da mogoče, ja. Če bi bil ta čarovnik, bi bil ta. Odlično. Ja. Dobro. Zdaj jaz sem z vprašanji zaključil te imen, ki sem jih hotel postaviti. Tako da zdaj pa lahko ti še predstaviš, le imaš nek družinski drevoj, karkoli je. Ja, to imam en zanice prinesel, pa en družinski drevoj, ta je v bistvu custom made, zato zgleda malo bolj blesavo, no. Si lahko kažem, to je tako. Gre pa v bistvu bolj poudarek. To si ga sam naredil. Sam sem naredil. Okay. Ja, narejen na podlagi Silmarilliona. Silmarillion je v bistvu jedro Tolkiena. To je taka epopeja,
ki je on pisal že od leta 1917 naprej, ko je prišel, konec je bil v prvi svetovni vojni, bil ranjen, potem se je pač vrnil nazaj v Anglijo, tam bil pač tudi v bolnici nekaj časa. In Silmarillion je nekaj, kar je v bistvu prek celega življenja ni dokončal sploh, ker je hotel toliko specialno zadevo, ampak potem je ta Christopher Tolkien, njegov sin, to zaključil, ne povezal, spravil neko koherentno zgodbo, ne. In tam so ene take zadeve mogoče, ki so bistvene za razumevanje potem sploh dogodkov, ki se zavrtijo v Hobbitu, v Lord of the Ringsu, kdo so neki ljudje, kdo so, ne vem, ti izdelovalci prstana, to je vse kle. Recimo tukaj, ja, prej, ko so rekla Aragorn, Paran, kako sta povezana, tukaj je narisam tudi to dedno linijo, no, kako so šli. To bi mogoče izpostavil, da to se bolj mogoče zelo splača prebrati, ker je res odlična zgodba, no. Prav nek uvod v Lord of the Rings. Ja, v bistvu tukaj je popisana celotna mitologija, se pravi, kako svet ta Middle Earth sploh nastane. Kjer akterje imamo, kjer te bogovi so, zakaj te bogovi sploh niso potem vključeni v Lord of the Rings, kje so zdaj, ne? Zakaj se ne vključujejo v dogajanje, odkje pridejo sploh velini, odkje pridejo orki, ker orki so bil čas velini, ampak jih je ta Melkor spridil, ne, to je tudi v filmu, ne, ja, v Extended Edition. Take zadeve so, ki odgovorijo na marsikatero mogoče vprašanje, ki se pač poraja tekom te drugih zadev, ne. Lord of the Rings. Fajn. Ja. Fajn. Kaj pokažeš, kaj pa še kaj druge stvari? Ne, Kaj bi jih ti izpostavil? No, sej. Ne, to sem v bistvu na boje hotel, se pravi, da si ko Tolkien, ko govorimo o Tolkienu, zmeraj mi pomislimo, to je Lord of the Rings, ne. Ja. To Zdaj ni mogoče še Hobbit. Ja, ampak moramo vedeti, Lord of the Rings je bil napisan v bistvu zato, ker se mu naročil, ne ga napiše. A ja? Ja. On je najprej se pravi, delal je Silmarillion skozi, to neko mitologijo nekih velinov, izumil je jezik, to ga je izumil v bistvu iz niča, ne. Sicer seveda so vplivi teh, rekel, Old Norse, ne, to, ko on študiral, on je bil filolog, ne, profesor na Oxfordu, on je učil anglosaksonski. Zelo pameten človek. Ja, on je bil zelo za jezike izjemno nadaren človek, tako da se je to predvsej spoznal in pač o tem je naredil tako mitologijo, ki jo danes ne moramo preseči. Medtem ko Hobbita je napisal bolj za otroke, za svoje otroke predvsem, ker je to bral in potem je to ena pri založbi ta Elven and Anduin, kjer je bil prvič izdan, je to ena gospa prebrala in rekla, to bi moglo objaviti in je pač on to objavil in je bil velik uspeh s Hobbitom. Potem so založniki rekli, daj napiši ti še nadaljevanje tega, kaj bi lahko še v Hobbitih napisal, pa ta prsta imaš zdaj, ne. No in je potem se spravil in je v 17 letih napisal Lord of the Rings, izdan leta 54 se skupaj na koncu, ampak Silmarillion je pa še zmeraj ostal v delu, a ne. On je v bistvu hotel vsem pokazati Silmarillion, ker je on zase pač mislil, da je to njegov mogoče najboljši ali pa najbolj pomemben dosežek. In je, dejansko, no, če kdo mene vpraša. Ja, in se mi zdi, da je to tisto delo, ki bi ga mogli bolj asociirati s Tolkienom kot Lord of the Rings. Ampak ja, to nesreča je bila verjetno ta, da je Lord of the Rings film bil posnet, ne. No, nesreča, to je predvsem vplivalo na popularizacijo. Moraš povedati, da recimo v Angliji je Lord of the Rings bila že zmeri ena top branih knjig, ne, in pa tudi pol v Ameriki, ko so potem to prenesli v Ameriko isto, ne. Ja, tako da. Upam, da bo zdaj to, ko bo ta nova serija, da bo naredili kot nek Silmarillion Chronicles. A pa bojo to naredili ali hočejo? Ne vemo še kaj bi. Ja, če bo remake, jaz sem zelo skeptičen. Verjetno, ja. Zelo. Matej gre tudi letos v London, ne? Ja. Pogledati se prav delo od? Ja, gremo v Oxfordu, no, ja. Tam, kjer je pač Tolkien učil, v tej slavni Bodleiani, Oxfordski knjižnici, ki hrani pač tudi njegove manuskripte, njegove te rokopise, zemljevide, slike, ki jih je risal za vse te zadeve. To je ena taka blazno dobra razstava, no, imam že katalog doma, že študiram. Tako to me res zanima, to je treba iti pogledati, ker je taka razstava. To ni vsak let, ne? Ne, to je enkrat na generacijo mogoče, tako da naslednjih 25 let verjetno ne bo, no. Se pravi, ja, super. Treba pogledati. Pol si imaš že rezerviran, pa tako naprej. Najbrž že je razprodan. Razprodana še ne, je pa zelo težko dobiti že termine za zdaj, ja. Od junija do oktobra, če bi kdo šel, ja, v Oxford se lahko pogleda. Te srečate tam? Ja, 22.
septembra sem tam. Aha. No, Pač, takrat A sem res? vzel en dan. jaz sem v Manchesteru. A je, a se v Mihala? Cool. Ja, No, če bi še ti rad kaj povedal, kaj dodal? ma ne. Ne, v redu. Že kar dosti Lepo, povedala o tem. lepo si se odrezal, to moram reči, da si zelo Večji fajn. gig že težko izpadam, verjetno zdaj. Ja, ok, v redu. So vprašanje, ne? So Lahko, jaz sem predlagal Mateju, da bi prišel špal še kdaj, če bi hotel, pa on predstavil, kaj bi bilo še fajn prebrati poleg tega, ne? Se že zdaj dosti povedal, ampak sem prepričan, da bi Matej še več rad povedal, ampak ne smo že cajt gul in... Ja, To bo enkrat drugič, ja. A Pa še to, če kdo v komentarju piše kakšno vprašanje, bo Matej, sem prepričan, z veseljem odgovoril. Bom, Na ja, to to se pa zavežem. Ja. Dobro. Hvala lepa za povabilo v vdajo. Ja, Sem počaščen, da sem bil v petkovem ekstremu. ja, ni za kaj, hvala, ker si predstavil malo bolj podrobno Lord of the Rings, oziroma vsaj ta vprašanja. Ja, No? recimo to. In ja, Matej vlada. Ni V samo redu. dober, ni samo odličen zgodovinar, ni samo odličen knjižničar, ampak tudi na Lord of the Rings se spozna. Jaz bom tih. Dobro. Ja. Lepo se mejte, pa lep petek. Je enako. Ja. Adijo. Dio.